Jaz Mateja poznam še iz času, ko je bil radijec. Bil je zelo soliden radijec, ampak danes je pa fenomenalen predavatelj, tako da mi je ta transformacija pri njem zelo v redu. Naučil sem se dosti, ne, sem bil prej neki amater na Facebooku, ampak zdaj vem malo več kot prej, tako da Matej Špehar. Ja, mi vsi mislimo, da v Facebooku vemo vse, pa ne vemo, ne. Če prej ne smo to spoznali danes. Sicer ne vem, zakaj Matej vedno razlaga, da ima tremo, ker mu niti malo tega ni videti, po moje tako malo nas potolaži, temu sigurno ni tako. Sicer pa krasno je, no. Veliko novega smo se naučili, lajkamo lot. Moram reči, da so predavanja zelo izčrpna, zelo zahtevna za nekoga, ki je recimo čisti začetnik, da se pridobiti ogromno informacij, vkolikor pa nisi vsaj malo že domač v tem, pa znaš tudi dosti informacij spregledati, jih ne slišati in ne razumjeti. Jako dobro mi se sviđaju, čini mi se da je dosta ljudi došlo, 50-ak, mislim da je to ta manj brojka, dakle da nije ni previše ljudi, dakle je u nekom obliku kao radionica, postiže se neka interakcija, puno pitanja ima na Matej, može na svako odgovoriti, tako da mislim da je baš brojka idealna, niti premalo, niti previše. Što se samih tema tiče, mislim da Matej jako dobro izabrao teme, da su dosta praktične, sviđa mi se što odlazi na Facebook i točno pokazuje prave primjere, dakle pokazuje primjere iz prakse, kako nešto napraviti, gdje šta piše, točno na svojim stranicama, dakle skroz praktično. I mislim da je to glavna odlika i mislim da je to jako dobro, da nisu samo slajdovi, da nije samo pričanje i pusta teorija. Jaz mislim, da smo se kar veliko zaenkrat naučili, drugi del še sledi seveda. Predvsem se mi zdi, da posamezniki ali pa podjetja recimo mislimo, da če smo del Facebooka ali pa če smo člani Facebooka, da že vse vemo, kar je danes Matej v bistvu dokazal, da sploh ni res. Pa se mi zdi, da je dodal eno dodano vrednost temu Facebooku in jaz mislim, da podjetje ali pa posameznik kakorkoli, da je dobro, da to izkoristi v prihodnosti, ker se mi zdi, da je Facebook vendarle nek medij prihodnosti. Super! Ja, sicer nisem tista tipična uporabnica Facebooka, danes tukaj, ko ljudi intervjuvam, vsi preživijo 6, 8, 10 ur na dan v Facebooku, celo med poslovnim delovnikom časom. Jaz sama ne sodim med tiste zagrižene uporabnike Facebooka, Matej me sicer zelo krega zaradi tega. Ko je bil pri meni v studiu, sem imela za prikazno sliko sončnico in mi je tako nabil slabo vest, da sem jo takoj po oddaji spremenila in je zdaj moj obraz dejansko tam. Drugače pa predavanje, fenomenalno. Sicer sem se malo težko našla, zato ker ravno ne poznam že osnov Facebooka in te nadgradnje na poslovni svet in to so mi bile kar malce težke, ampak mi je pa zelo všeč.